ostane, kaj zvem, to ti, ne vem, če ti je prerojeno, se navadiš tega poklica, bi rekel, ne, tako, magari je bilo težko delo, ne, se smrt je bilo. Veste, kaj je bilo živahno, tam, ko je bilo dvorana, smo rekli, to je bilo živahno, bolj kot zdaj Cankarjev dom. Tam je bilo pogosto plesi, ko je Rudnik organiziral, potujoče kino je bil skoraj vsak teden. To je bilo živahno, to je bilo vse živo, to je živelo, bi rekel, Rudnik cela dolina. Gostilne so bile gvezbe. Se veste, kako, kada Cankarjev zagledaš, je konc. So bili vsi našminkani, ko so imeli Premaha Kolačica, bili lepi takrat. Ja, res, tam v Knjižnici pa vem, ko so prišli mladi v jamo, ti stari rodarji, so začeli od pek mandeljcev, jih strašili, so začeli se kakšen se skril tam, je začel pihati, ko pek mandeljc, tisti je vojdel ven in ni več prišel v jamo. Sploh? Ne, strašili so ga, toliko strašili, da stari rodarji, to je bilo Knjižnici, tle ni bilo tega. Zdaj si delal popoldan, si rekel, prišel na večerjo, če kaj ostalo od kosila, mora pašta več kisla, so ti dali, ali pa tašen košček sira in na sredi je tako smrdelo ven, ki si okrog obrezal, ti si se pustil. Saj so rekli, za njih je dobro to. Tu je škoda, da so zaprli, ker tu bi se lahko še kakšen preživljal, ker večina starejših ljudi, generacija mojega očeta, so si vse zaslužili pokojnine tle v Kebavniku. Ne, je bilo eno spoštovanje, čisto nekaj drugega. Čeprav so bili mladi fantje, radi so se tudi kaj nacuckali, ne, samo, mislim, odnos je bil pa pristen. Je bila tle ena žena, ko je mož starat ima zamotil in če je prišla iskat, ko ona živela v Naklem, in so ga zaščitili, tako da so mi šli povedati, da ni gre, da ga žena išče, da so ga pa drugih vratih spustili ven, da je prišel prej domov ko ona. Žena ga je iskala. Ja, in pol je bil plačilni dan in pride domov, jaz me tu sunem žepa in on je bil kar tiho, nič ni rekel, da je ni, ne, sam sem ga videla, da je bil zaskrbljen, ne. In tu sem jaz malo vlekla, tako da pol na koncu je priznal, da plača ni, ne, in pol sem me pa vedela, da sem jaz. Jaz sem čula, da jih je umrlo 10 in 2 pa so preživela. Da sta tam v jami bila 9 dni in da sta imela vodo in da sta prežvekovala klobuke. Da ne bi pala zemlja, dol so dali bor. Les od bora. Jaz bi rad videl, kako so dali mine. Jaz bi pa tudi rad probal delati v rudniku, kakor rudarji. Se je ta premog uporabljal, tako pripovedujejo, za eno rafinerijo sladkorja v reki. In čisto nazadnje, kolikor se jaz spominjam, leta 1964 so ga sicer zaprli, ampak zadnja leta je bil premog samo še za cementarno Anhovo. Jaz mislim, da v naših krajih je bilo v rudniku sigurno zaposlenih okrog 20 domačinov. Tukaj, ne, iz vseh teh vasi, celo dol iz enih brkinskih vasi so hodili peš v rudnik. Bilo delo zelo naporno, ker plasti so bile tanke in so delali tudi leže. So šli v gostilno, so tudi kaj popivali in se veselili, ampak tako so mi povedali. V rudniku pa se niso nikoli sporekli in tepli. Tam je bil drug režim. Pravi, čuj, pih mi dopusti. Zakaj? Pravi, sem pil in še sem žejen. Kako smo vzgajali podgane, ne? Ker ko je bila podgana, je najbolj čutila, če se je kaj premikalo ob izbruhu svobode, ne, 45. Pol naprej so bila pa delovne obleke. Ja, in čelade. Tu so bili rudarji, tu so se sam mislim nekako, da najbolj kakšno presmojeno
prinesli s sabo na ših, ne, Ja. da so pa povedali pol ostalim. Ker delo rudarsko je zelo težko. In tega, tisti, ko pravi, da rad dela, tisti, mislim, vsak laže, vsaj kolikor jaz vem, da to je, jaz od tega se striktno držal. Po tem težkem delu so ti rudarji se izmišljavali vse sorte, kdo bo kaj lepega takšnega povedal, da bo te ljudi malo spravil k humorju, da bi lažje prenašali to težko delo. Smo pasli krave, ne, tudi. Jaz sem pašel krave, ne, in pol ob dveh se jih zgubil tudi te krave in ob dveh v srečo, da so šel delat, ne. Da iščejo ostali, ko so doma, ne. To je pa zdaj premog. Zvedela sem, da je zelo star, eden najstarejših v Sloveniji. Imel je visoko kalorično vrednost, tako skupaj, brez zbirati kaj, kateri je boljši, kateri slabši, je imel okoli 8000 kalorij. Tako da za uporabo v gospodinstvu ni bil. Je bil premočen, bi se recimo štedilnik ali peči bi se stopile. To je bilo težko delo, kako recimo so se ponesrečili. Ko ni bila, to je recimo je bila največja nesreča, sem prej, ki je umrlo toliko ljudi, ne. Sam so bile tudi posamezne, so se prav domačini, recimo tudi oče od moje tašče, ona je bila stara 2 leti, ko je peljal voziček pred sabo, vagonček, je mislil, da je tista rešetka na jašku zaprta, je bilo pa v bistvu odprto in ga pa tehnilo v jašek, tako da je umrl, ne. Ali pa en dan tam so škofel, mu je nogo odrezali. So prihajali tudi z cele Avstro-Ogrske, so se ljudje družili. Pa ta dolina je bila v bistvu, tudi je bil cvetelo prevozništvo z Pivškega kraja in z Bistrškega so vozili recimo v Trst, furmane in Benetke prodajati razne pridelke, les in to. Tako da je skozi bil pretok raznih informacij in kultur različnih. Mislim, da prej tudi rudnik je dosti k temu pripomogel, ki je tudi držal domačine. Da je dal tak Da je dal tudi za šolo. pečat. Ja, tudi za šolo, recimo prvi radio, prvi pisalni stroj ali kakšne take stvari, je prispeval rudnik. Ja, glavno delali so v izmenah tukaj v rudniku, ne. Eni zjutraj, eni popoldne, pol so v prostem času ali v enem ali drugem, ali dopoldne ali popoldne, so še na kmetijah delali, tako da kakšne posebne revščine recimo niso občutili v tistem času, ko sem jaz prišla, ne. Tako in odprej. So bili v glavnem približno vsi enaki, noben ni nič jemal. Zato tudi mogoče niso čutili takega pomakanja ali vsega, ker ni bilo razlik. Odprli en tak majhen muzejček, so jim predlagali, to bi se recimo razstavilo ali kakšne take stvari, mogoče kakšno pohištvo, kako so izgledala oprema po družinah ali kaj takega, ne vem. Podobno kot pri drugih, če so kakšni predmeti, zdaj recimo tisti vagončki so tam spred, pred to dvorano, mogoče kakšne svetilke, oblačila, ne vem, če se bo več dobilo, mogoče z kakšnega drugega rudnika, ne.